Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v oddaji Verovanja. Danes smo v Celju, kjer deluje več verskih skupnosti. Med njimi je krščanska cerkev Kalvarija. Za kakšno versko skupnost gre, smo vprašali oziroma smo se povabili na obisk v to cerkev in z mano je pastor Aleš Lajlar. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Morda za začetek, kakšna cerkev je to, zakaj ime Kalvarija in kako dolgo ste pravzaprav že v Celju kot verska skupnost? Torej, ime Kalvarija je mogoče malenkost ne najbolj primerno ime v slovenščini, zato ker ponavadi, ko ljudje pomislijo na Kalvarijo, pomislijo na nekaj težkega, na neko trpljenje. Ampak ime je načeloma prevedeno iz angleškega imena Calvary Chapel. In Calvary Chapel kot gibanje se je začelo v 60-ih letih v Ameriki, kjer je ogromno ljudi našlo osebno vero v Jezusa Kristusa. Tako da začelo se je to gibanje v Kaliforniji z eno majhno cerkvico, ki je imela nekje 25 članov in je danes preraslo v gibanje, ki ima preko 2000 cerkva po svetu. Kar je zanimivo je, da ravno kar je šel film, ki se poimenuje po angleško Jesus Revolution, ki načeloma prikaže začetek naše skupnosti. In v Celju mi delujemo zdaj uradno, mi smo leta 2003 se uradno registrirali kot verska skupnost, tako da letos praznujemo 20. obletnico. Drugače pa začetki naše skupnosti peljejo nekje še pred 2000 leta. Torej začele so se z eno gospo iz Havajev, Joy Gary, ki je imela na srcu Slovenijo in specifično Celje in je prihajala svojo družino sem, da bi preprosto povedala mladim o Jezusu, kot je ona bi rekla. In na takšen način se je nekaj mladih, mi pravimo, odrešilo, torej da je našlo osebni odnos z Jezusom Kristusom in potem je njen sin kasneje, leta 2000, se preselil v Slovenijo ter začel to skupino oblikovati v neko majhno skupnost. Ja, kako ste se vi seznanili, kako ste vi postali član? Jaz sem postal član, če lahko tako rečem, leta 2001. Osebno sam sem kar nekaj časa, jaz temu pravim, iskal Boga. Ali pa takrat bi rekel, iskal resnico. Zato, ker nisem preprosto bil zadovoljen, že kot najstnik, z samim ateističnim razmišljanjem, da dobesedno nič druga ne obstaja kot samo materija. In sem se nekaj let iskal v katolištvu, v budizmu, v hinduizmu, praktično vse sem nekako stestiral, sprobal. In potem 2001 sem nekako prišel v kontakt z pastorjem, ki je ustanovil to skupnost, z Justinom. In on mi je zelo preprosto iz Svetega pisma pokazal, zakaj je osebni odnos s Kristusom, torej v krščanstvu, tako drugačen od vseh ostalih religij, vseh ostalih verovanj. In preprosto zato, ker tudi sam sem se vedno trudil priti do Boga, torej poskusil delati dobra dela, biti bolj duhoven, imeti ljudi bolj rad. Ampak jaz sam v vseh letih iskanja sem vedel, da moje srce ni bilo spremenjeno. Jaz sem vedel, da mi manjka neka tista konkretna sprememba. Tako da leta 2001, potem v pogovoru z njim, kjer mi je on iz Svetega pisma pokazal, kakšna je razlika, ko nekdo povabi Boga ali Jezusa Kristusa v svoje življenje kot osebnega odrešenika in zakaj Sveto pismo o tem veliko govori, pa se veliko o tem v naši družbi ne govori, sem rekel, mogoče se smešno sliši, ampak sem rekel, kaj imam za izgubiti? Kaj imam za izgubiti, če grem s tem pastorjem, takrat, ki nisem niti vedel, kaj pastor pomeni, moliti in reči Bogu, če si resničen, pridi v moje življenje. In takrat se je zgodila res konkretna sprememba, ki je sam ne bi pričakoval. Torej, sprememba v meni. Poleg vernikov, kako postaneš pastor, recimo? Dobro vprašanje. Postati pastor v naši skupnosti je primarno klic od Boga. Torej, seveda si želimo, da tisti, ki vstopi v pastoralno službo, ima neke šole, treninga. Zdaj lahko je to formalna, lahko pa je tudi neformalna. Sam osebno, po srednji šoli, sem potem šel na teološko šolo na Madžarsko in sem naredil 3-letni študij tam. Vendar tudi šola ni bila takrat uradno priznana v Sloveniji, šele kasneje je postala priznana v Evropi po bolonjskem sistemu. Tako da, ko sem jaz postal pastor, torej sem stopil v pastorovanje leta 2012, torej zdaj dobrih 11 let nazaj,
je to bil primarno klic, ki sem ga čutil od Boga. In ne samo jaz sam, ampak seveda pastor, ki je ustanovil to skupnost, se je vračal v Ameriko, ker je bil Američan. In je on po daljši molitvi, pogovoru z ostalimi vodji v naši skupnosti, smo prišli do odločitve, da je pač vloga pastorja pade potem na mene ali pa jo jaz prevzamem. In sem se strinjal s tem. Se pravi, ste edini pastor v Sloveniji? Edini pastor trenutno Kalvarije ali Calvary Chapel. Leta nazaj je delovala tudi ena Kalvarija v Mariboru, vendar se je pač z različnih razlogov absorbirala v druge skupnosti. Torej več cerkva v Mariboru se je povezalo v eno skupnost, ki se reče danes Evangelijska krščanska cerkev Maribor. Kaj so torej eni osnovni nauki ali pa eno osnovno verovanje Kalvarije? Mogoče res osnovno verovanje Kalvarije ni tako drastično drugačno od ostalih, kot bi mi rekli, evangelijskih cerkva v Sloveniji ali po svetu. Torej, kot evangelijski kristjani, seveda bistvo našega verovanja je sam evangelij. Torej, evangelij pa preprosto pomeni dobra novica za vsakega človeka. Torej, da lahko vsaka oseba pride do Boga. Zdaj, znotraj tradicionalne cerkve, znotraj, naprimer, rimokatoliške cerkve, ki je najbolj prisotna v naši državi, jaz bi rekel, mi imamo približno 90-95 podobnega verovanja, ampak poudarek je drugje. Kot pastor prvič, seveda, sem poročen s 5 otroci. Torej, mi vidimo in jasno v Svetem pismu zapisano, če bi pogledali v 1. Timoteja 3, kjer pravi, tisti, ki želi škofovsko službo ali službo, kot bi rekli, nekoga, ki vodi cerkev, naj bo mož ene žene. Zdaj, tu se pač mogoče razlikujemo, zato ker res verjamemo, da kot tisti, ki vodi skupnost in uči družine, starše, kako naj živijo krščanska življenja, je dobro, da ima tudi sam družino. In mogoče je tukaj ne ravno tako močno teološka razlika, ampak bolj v praksi. In kot sem rekel, zakaj je evangelij pomemben? Zato, ker poleg zakramentov, ki pač tudi mi imamo zakramente, pač tiste, ki je Jezus dal na koncu, torej on je rekel, naj krščujemo vse njegove učence in naj jemljemo Gospodovo večerjo. Tako da to sta dva zakramenta, ki sta pač temeljna. In tudi, če pogledate nazaj v čas reformacije, je to bila ena glavnih doktrin reformatorjev, torej da so šli proč iz množice zakramentov, ki bi nas naj približali k Bogu, ampak da ostaneta tista dva, ki jih je Jezus Kristus sam nam podal, zaradi tega, da se njemu približamo. Torej, tu so potem te majhne razlike v smislu naše prakse. Torej, kot vidite, imamo zelo preprost prostor v stavbi, ki jo imamo najeto, z odrom, kjer se pridiga. Torej, bistvo naših bogoslužij je učenje Božje besede. Da ljudje res slišijo, kaj Božja beseda pravi in da potem lahko to uporabijo v svojih življenjih. In pa tudi naše slavljenje, torej petje, je dosti bolj moderno, z modernimi inštrumenti. Imate bogoslužje vsak teden? Seveda, ob nedeljah ga imamo ob 10, tu na Stari Dečkovi 12, tako da se zberemo, na začetku imamo nekaj pesmi slavljenja, potem imamo učenje iz Božje besede in na koncu kakšna kavica, kakšno druženje, dostikrat molimo drug za drugega. Torej, želja v evangelijskem krščanstvu, mislim, da je res, da se zavedamo, da ko rečemo besedo cerkev, torej krščanska cerkev Kalvarija, cerkev ne pomeni zgradba z zvonikom, ampak dobesedno pomeni skupnost ljudi. Če bi pogledali v grško besedo eklesija iz Svetega pisma, to je vedno pomenilo skupina ljudi, ki se zbere za nek skupni namen. Torej v našem primeru zato, da slavimo Boga. Bi rekla, da je potem malo manj formalizirano to bogoslužje v primerjavi z drugimi? Ja, lahko bi tako rekli, zato ker nimamo pač neke procedure, tako kot je pri maši, z specifičnim branjem, molitvami, ki jih skupno sreče, s tem, da se ostanejo, večkrat usedejo. Torej, te formalnosti ni. Še vedno imamo pa strukturo, torej še vedno imamo, rečemo, 25 do 30 minut slavljenja. Med slavljenjem pri nas, naprimer, ljudje vsi pojejo zraven, tako da je skupno petje. Mi povabimo ljudi, da dvignejo roke, če se tako počutijo, torej v slavo Boga. In pa potem tudi naše učenje je ponovadi, rečemo, 45 do 50 minut in pa druženje na koncu pa mogoče je res najmanj formalna struktura. Imate tudi verouk? Imamo, seveda. Mi bi verouku rekli nedeljska šola. Tako da imamo trenutno 2 skupini za najmlajše, torej tam vrtčevska pa mogoče 1. razred, se dobijo v enem prostoru in pa starejši, torej tisti, ki so že vešči branja,
in tudi oni pri verouku sami preučujejo Sveto pismo. Torej, vsak teden naša voditeljica nedeljske šole pošlje vrstice ven, ki jo mladi preberejo, in je potem verouk namenjen temu, da se res pogovarjajo mladi o Svetem pismu in kako se to aplicira na njihova življenja. Se pravi, sami razmišljajo o tem, ne da sprejemajo samo nauke. Točno tako. Kako sprejmete nove člane oziroma kako izgleda zakrament krsta? Ali so to dojenčki ali so starejši? Ne, znotraj evangelijskega krščanstva nasplošno je uveljavljeno, da torej krsti se tisti, ki najprej sprejme osebno vero v Boga. Torej krst ni pri rojstvu, vendar tudi če nekdo znotraj katolištva naprimer želi hoditi v evangelijsko skupnost in če je bil krščen in verjame, da je ta krst nekaj pomenil za njega, ga ponavadi ne prekrščujemo, ampak pustimo vsaki osebi, da pač naredi svojo odločitev. Ampak krst je torej odločitev posameznika, da je resnično pripravljen javno priznati pred drugimi to svojo osebno vero, ki jo ima. In torej članstvo v naši skupnosti načeloma ni vedno pogojeno s krstom, zato ker imamo tudi člane, ki niso zaenkrat še krščeni, ampak je članstvo predvsem s tistimi, ki resnično verjamejo in čutijo, da bi radi bili del, mi pravimo, duhovne družine. Mi, čeprav imamo naziv Krščanska cerkev Kalvarija, ponavadi, ko se pogovarjamo in tudi na naši spletni strani, ko govorimo o naši identiteti, se naš stavek identitete začne smo družina. Torej, poudarek je seveda na odnosih, ki jih imamo drug z drugim. In torej, če nekdo želi biti član, mora reči, jaz sem zgradil odnose v tej skupnosti, v tej cerkvi, v tej družini in potem na podlagi tega, ko razvijamo odnose, lahko rečemo, a želiš biti reden član naše skupnosti, v smislu želiš sodelovati, pomagati, zaradi tega, ker verjamemo, da vsak vernik ni vernik zaradi tega, ker pride enkrat na mašo ali na bogoslužje ob nedeljah, ampak zaradi tega, da živi življenje kristjana čez teden in v skupnosti. Kakšen je odnos do grehov, do spovedi in tega, tudi tega osebnega stika, pastor, verniki? Tako sem rekel, ponavadi ob nedeljah imamo tudi molitev na koncu, zdaj mi spovedi nimamo na takšen način, kot jo ima na primer Rimokatoliška cerkev, zato ker preprosto v Svetem pismu vidimo, da Sveto pismo samo pravi, izpovedujte grehe drug drugemu. V Svetem pismu v resnici nikoli ne reče, da naj gremo do duhovnika ali pastorja, da naj izpovemo grehe. Zdaj, a je duhovnik ali pastor lahko tudi eden izmed drugih? Ja, seveda. Tako da ljudje še vedno pridejo do mene in se pogovorimo, kaj se dogaja v njihovih življenjih, ampak je bolj kot spoved tisto, da nekdo se kesa zdaj pred mano svojih grehov, ampak je bolj kot ponavadi prošnja za molitev. A veš, dogaja se, ne vem, imam to krizo v življenju, potrebujem, ne vem, finančno pomoč, mogoče sem res zabredel tu v eno smer, pa lahko skupaj potem molimo. Se pravi, vendarle v stiski pridejo do vas in se pogovarjate in razrešujete. Katere še imate dejavnosti? Mislim, da imate tudi neka društva in... Ja, znotraj Kalvarije pač delujemo kar dosti na področju mladih, tako da 2-krat v mesecu se zbirajo Royal Rangerji, to je drugače poslanstvo, ki se je začelo znotraj Binkošne cerkve, tudi pač druge oblike evangelijskih cerkva, in so kot skauti, kar bi najbolj poslušalci ali pa gledalci poznali. Torej, preprosto vrline preživljanja v naravi, kurjenje ognja, delanje stvari iz lesa, z poudarkom principov Svetega pisma, seveda. Tako da to se dogaja enkrat na 2 tedna. In pa druga aktivnost, ki jo imamo prav tako za mlade, je pa bolj namenjena res najstnikom, je pa, to smo poimenovali Fusion, oziroma smo del večjega gibanja evropskega, ki se mu reče Fusion, je pa preprosto uporaba inštrumentov, ki jih imamo, in pa zbor, ki ga naredimo s temi mladimi, ki se želijo, bi rekel, tudi na malo bolj neformalni način, kot naprimer preko glasbene šole, spoznati z igranjem bobnov, kitare, klavirja, bas kitare, in potem naredimo vsakič na leto vsaj 2 koncerta. Tako da... Se pravi, da ti vsi instrumenti na oltarju niso naključje. Sploh ne. In jih uporabljamo tudi izven nedeljskega bogoslužja, torej izven nedeljske maše, če bi lahko tako rekli. Ker želimo, da mladi se učijo in cilj Fusiona seveda tudi je, da ustvarimo neko varno okolje za te najstnike, ki mogoče se nimajo kam dati, bi včasih rekli. Ali pa preprosto želijo se povezati, družiti, ustanoviti tudi prijateljstva in potem zraven igrati in peti.
Rekli ste, da ste 11 let pastor, opažate večje stiske, te spremembe, živimo v takih kar precej težkih časih. No, mislim, da tale COVID je pustil na vseh posledice, tako rečeno. Mislim, da stiske, ki smo jih najbolj videli, so bile najbolj čustvene, mogoče psihične, tudi finančne do neke mere, seveda, ampak ko je človeku prepovedano, da se ne sme družiti, človek je socialno bitje, mi hrepenimo po tem, da imamo oseben kontakt z drugimi. Tako da mislim, da je tukaj bila največja stiska v ljudeh. Smo pač se poslužili tehnologij, kot so spletno pogovarjanje, spletni video pogovori, ampak je čisto drugače, ko imaš lahko oseben kontakt z drugimi. Zdaj pa, ja, seveda, tako kot čisto vsak drug naš državljan ali pa občan, se srečuje s stiskami, ki jih daje skozi naša družba, od gospodarske krize, tako rečeno. Pa vendar, ko pogledam malo po svetu, mislim, da nam je Slovencem še vedno kar povprečno dokaj lahko, no. Se vam zdi, da imate dober odnos tudi z ostalimi, lahko delujete recimo v Celju? Zdaj, kot evangelijske skupnosti, torej, kot ste rekli, še ena skupnost obstaja, tukaj baptistična cerkev v Celju, s katerimi imamo zelo dobre odnose, sodelujemo z njimi ponavadi na različnih projektih, naprimer v zadnjem času smo imeli 2-krat božično bogoslužje skupaj, torej smo se za Božič obe cerkvi zbrali in sodelovali in peli in preučevali Božjo besedo. Drugače pa tudi v bližnji okolici so druge evangelijske cerkve. Zdaj, nažalost, z RKC-jem ne sodelujemo. Jaz sem pred časom nekako probal malo navezati stike z Don Boskovim centrom, glede na to, da je v naši bližini, vendar z njihove strani ni bilo nekega interesa pri sodelovanju, tako da nisem potem zasledoval tega. Čisto za konec, kakšna bi bila misel vsem gledalcem, tudi tistim, ki niso pripadniki vaše cerkve? Mogoče kot končna misel bi resnično bilo, poglejte, slovenski narod je osnovan na svetem pismu. Mi imamo očaka, ki nam je dal jezik z razlogom, da bi ljudje spoznali Boga. Prvi stavek, ki ga je Trubar zapisal, torej je mojim ljubim Slovencem milost, mir in spoznanje Jezusa Kristusa po svetem pismu. Oziroma mislim, da sem ga malo parafraziral, bi ga mogel še enkrat pogledati. Ampak Trubar sam nam je dal jezik z razlogom, da bi ljudje lahko prebrali sveto pismo. In vem, da on je kot reformator danes znotraj slovenščine povzdignjen zaradi tega, kar je naredil na področju kulture. In ni nič narobe, hvala Bogu, da nam je dal jezik, nam je dal ime, nam je dal kulturo do neke mere. Ampak njegova želja je bila, da bi njegovi ljubi Slovenci spoznali, prišli do pravega spoznanja Jezusa Kristusa. Zato je on trpel, bil izgnan, vse to delal. In se mi zdi kot jaz pravim evangelijska cerkev, ampak konec koncev smo tudi protestantska cerkev. Torej cerkev, ki ne da protestira proti drugim, ampak zagovarja stvari, ki vidimo, da so osnovne v svetem pismu. Torej, kaj bi bila moja končna misel? Mogoče zelo podobna Trubarju. Seveda moja želja je, da bi vsak Slovenec lahko odprl sveto pismo, maga v svojem jeziku napisanega in prebral, da vidi noter resnice, ki se skrivajo, ki so prav tako aktualne za današnje življenje, tako kot so bile aktualne za vse generacije pred nami. Tako da to bi bila mogoče moja misel in moja želja za naše ljube Slovence. Hvala za tale kratek pogovor, uspešno delo vam še želim naprej. Hvala tudi vam, da ste si vzeli čas za nas. In vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost, lepo se imejte še naprej.